Koga ali kaj imate radi? Moje ime je Aleksandar in današnje coaching vprašanje je namenjeno vsem tistim, ki se pritožujete, da vas noben nima rad. In zaradi tega ne čutite ljubezen. In kaj bi vas spodbudil, da naredite, je res enostavno in verjamem, da ste večkrat slišali, vendar naredite seznam ljudi, naredite seznam krajev, naredite seznam živali, naredite seznam dogodivščin, naredite seznam hrane, naredite seznam vsega, kar imate radi. In začutite ljubezen tako, da jo dajete. Pomislite, koga ali kaj imate radi. In takrat boste sebe napolnili z ljubeznijo in ne boste imeli občutka, da vam ljubezen manjka. In najbolj pomembna oseba, za katero bi rad, da jo imate radi, je oseba, ki jo gledate pred ogledalom. Zaljubite se to osebo. Vsaka gubica, vsaka siva last, vsaka nepopolnost bi rad, da postane popolna. Takšni, kot ste prečudoviti. In v tistem trenutku, ko boste izžarevali ljubezen, v tistem trenutku, ko boste dali ljubezen drugim, v tistem trenutku, ko boste polni ljubezni navznoter, v tistem trenutku boste začutili, da bo tudi ljubezen prihajala od zunaj. Vse, kar bi radi dobili, najprej dajte. In to ne dajte tako, kot doskrat ljudje dajo en korak tja in zdaj čakam, da pride nazaj. Vi dajete. Dajete sebi in pošiljate to ljubezen drugim. Postavite se v neko tako dobro, pozitivno čustveno stanje in seveda imejte vizijo, kaj bi si radi ustvarili v prihodnosti, kaj si želite, da se vam zgodi, kaj bi radi manifestirali v svoje življenje. Ponavljam današnje coaching vprašanje. Koga ali kaj imate radi? Morda imate radi drevo, ki vsakeč, ko greste na sprehod, ga objamete. A ima kdo kakšno tako drevo, ki jaz ga imam? Ja? A mogoče imate radi domačo žival, psa, mačko. Lahko imate radi polšter, ki tisto težko glavo in vse te vaše čudne ideje in misli podpira vsako noč in se mu zahvalite, ga objamite, dajte mu ljubezen. Kar dajete, to dobivate. To ne sme biti matematična formula, to ne sme biti poslovni odnos, to ne sme biti, jaz sem ti dal 10 enot ljubezni, zdaj mi moraš dati vsaj 9 nazaj. Ko vi dajete to brez, da pričakujete, se ustvari poseben krog, ki pride nazaj. Ko pa vi dajete in pričakujete nazaj, v resnici sploh še niste spustili. Še zmeraj držite to. Ker mislite, da gre za izmenjavo. Ker mislite, da gre za transakcijo. Temu rečemo tako imenovana transakcijska ljubezen. Ni nujno povezana z denarjem. Transakcijska ljubezen je v resnici ljubezen, ko vi date in potem ste jezni, ker niste dobili nazaj. Razočarani, ker niste tega dobili nazaj. Bo prišlo. Ko ste vi v dobrem čustvenem stanju, ko se vi postavite v pravo vibracijo, energijo, se bo zgodilo, da boste to dobivali nazaj. Na potenc. Spustite. Imejte radi vi najprej. Brezpogojno. Pošiljajte ljubezen. Izžarevajte ljubezen. In če pogledate, ljubezen je najmočnejša. Hvala, ker ste. Hvala, ker kliknete na like in komentirajte to coaching vprašanje. Verjamem v vas, verjamem, da ste sposobni to narediti. In verjamem, da če boste lajkali, boste dali ljubezen, mogoče nekomu, ki bo zaradi tega ta posnetek, to coaching vprašanje, tudi sam videl. Hvala.